tokrat občinskem informatorju. Po ogledu prizorišč festivala Lent so spregovorili poslanci Gibanja Svoboda. Začenja se letni kino Minoriti. Študentke Alma Mater kot prostovoljke v Gambiji. Sveti Trojici smo obiskali paviljon z medeno zgodbo. Vse slovenski reli starodobnih vozil na Desterniku. V občini Duplek pričarajo tako morje, kot tudi poskrbijo za akrobacije v zraku. V Lenartu pestro poletno družabno dogajanje. Lepo pozdravljeni. Poslanci in poslanke Gibanja Svoboda so bili zadnji dan festivala Lent na neformalnem ogledu prizorišč. Pogovarjali so se tako z organizatorji, kot tudi s prostovoljci, ki so vse dni festivala skrbeli za prireditve in obiskovalce. Poslanci so ob zaključku obiska spregovorili o vtisih, hkrati pa razmislili tudi o spodbujanju kulture v teh časih, predvsem finančnem. Člani in članice poslanske skupine Gibanja Svoboda so si zadnji dan festivala Lent ogledali več prizorišč. Mi smo si danes na tem našem neformalnem druženju ogledali nekako ozadje tega, kako potekajo stvari, koliko ljudi je vključenih in res vsa čast vsem tem entuziastom, ki se trudijo, da te prireditve potekajo tako perfektno, toliko jih je. Jaz mislim, da Maribor res živi z Lentom in čudovito je. Mislim, da od zadaj slišimo Zorana Predina že. Prej smo si pogledali, bili smo v Lutkovnem gledališču, kar na veliko mestih smo bili, sedaj se nahajamo pri Vodnem stolpu. Skratka, čudovito je. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda je Mariborčanom zaželel nekdanji plavajoči oder. Jaz mislim, da je to več kot pa mariborski. To mora biti vseslovenski dogodek dragocen, ker v dokaj resnih časih ljudi povezuje in združuje. In mi vsi skupaj se bomo potrudili, ne da nekaj zdaj obljubljamo, da skušamo pomagati in mogoče, da se Lent spravi enkrat nazaj na tisti oder, ki je že bil. Govoril sem s številnimi prostovoljkami, prostovoljci, imate izjemno ekipo in vsi bi se vrnili k koreninam. Jaz mislim, da je to izziv za vse skupaj. Da ima festival svojo dušo in da ga Maribor potrebuje, meni mariborska poslanka Lena Grgurevič. V Mariboru je to še nek poseben dogodek za dušo, kjer se mesto resnično razživi, kjer se srečujemo prijatelji skozi 30 ali pa še več let. Odvijajo se dogodki, gre za res enkraten dogodek. Jaz recimo izjemno pogrešam, ravno sedaj smo tukaj, kjer je bil velik oder na Dravi, to enkratno prizorišče, ki ga žal več ni. So seveda pa se prizorišča premaknila tudi kam drugam, v park, recimo otroški Lent, kar je tudi fino, Malce se potem tudi še nekateri dogodki, bom rekla, podaljšajo skozi poletje, ampak nedvomno, Menim, da je Lent en tak enkraten dogodek za našo mesto. Promenado in stari glavni oder pogreša Tomaž Lah. Mogoče pa malo pogrešamo nekdanjo promenado ali pa mogoče tudi nekdanji ta veliki oder ob Dravi, ki je pač imel vedno nek svoj poseben šarm. Tako da zdaj seveda drugi obiskovalci, ki prijo zdaj tega mogoče več ne vejo, Mariborčani pa tisti, ki so dosti hodili na Lent, pa verjetno še imajo malo nostalgije po teh časih. Zdaj so seveda odri in prizorišča vse naokrog. Torej organizatorji seveda delajo naprej svoje, kar je zelo dobro in tudi pohvalno, da se zadeva pelje naprej. Gran Folova pa je ob zaključku razmišljanja o festivalu in spodbujanju kulture še omenila. Nivo kulture pri nas je zelo visok, samo treba je odpreti vrata, dati možnosti, da so te prireditve tudi primerno financirane, ker ljudje si resnično, sploh v tem poletnem času, si želimo se družiti, želimo si marsikaj tudi jasno ogledati. Nenazadnje prav kulturniki in organizatorji prireditev spadajo med tiste skupine delavcev, ki so bile v prejšnjih 2 letih zapostavljeni in tudi omejeni pri svojem delu. To soboto se začne letni kino Minoriti, ki bo v poletnih sobotnih večerih poskrbel za izbrane celovečerne filme
skupaj s pogovori z njihovimi ustvarjalci. Ob tem pa bodo kot uverturo predstavili tudi kratke filme. Zopet so poskrbeli za izbor filmov, ki s svojo raznolikostjo pritegnejo gledalce. Pokazali pa bodo tudi kultni film Boter. Letni kino Minoriti letos ponuja 13 ogledov filmske produkcije na prostem, od tega tudi veliko slovenskih filmov. Vselej na letnem kino Minoriti pripravljamo en tak prerez aktualne filmske produkcije Best of zadnjega leta. In tudi letos začenjamo s filmom Inventura v soboto 9. julija. Gre za film, ki je absolutno po našem mnenju izjemen, morda nekoliko tudi spregledan iz strani širše publike, zato smo ga uvrstili na program kot otvoritveni film. Pridružil se nam bo tukaj v auditoriju tudi režiser Darko Sinko, z njim bo tudi pogovor po projekciji. Tako da sledimo temu poslanstvu, da pripeljemo kakovostne filme na čudovit letni oder in da ob tem tudi predstavljamo avtorice, da prikažemo različne zvrsti filmov, da damo tudi pozornost ženskim režiserkam, ki so v zadnjem času oziroma so že bile prej odlične, zdaj v zadnjem času pa so zaslužene deležne več pozornosti. Ob tem pa vedno promovirajo tudi kratke filme, ki so uvertura v celovečerne filme. Tako da se v primeru, če film le ni predolg, vselej naš filmski večer začne s kratkim predfilmom. Tematsko so vsi filmi zelo različni, predstavljajo pa tudi klasike. Letos je v ospredju Boter, ki ima 50 let. Tako da smo zelo veseli, da bo mogoče film videti na velikem platnu in upam, da bo to pritegnilo vse tiste, ki ste film že velikokrat videli na malih zaslonih, no, da pridete si pogledati to še na velikem. Ravno to je tisto, drugačen čar je, če gledaš na velikem platnu, kot pa po televiziji. Ja, absolutno in potrebno je to ohraniti. Jaz seveda se zavedam, da smo se zdaj vsi predvsem v zadnjem času še malo bolj navadili na platforme in na kavče domače, ampak je to nekaj, kar je nujno potrebno za družbo, da pridemo, da si pogledamo film, da je dodaten program. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo kuriran program, to pomeni, da se dejansko odločamo tudi po sami kakovosti filmov, ali ustrezajo programu in ne sledimo zgolj komercialni logiki. Čeprav po drugi strani seveda verjamem, da je naš program tudi toliko recimo temu širše zanimiv, da bo pritegnil najširše občinstvo, tako da resnično vabim vse Mariborčanke in Mariborčane, da pridejo čez poletje k nam. Letni kino se bo odvil na odru Minoriti, ki je neposredno povezan z Lutkovnim gledališčem Maribor. Kar se Lutkovnega gledališča tiče, mi smo izjemno veseli, da auditorij, s katerim upravljamo, s tako kakovostnim programom že 6. živi, da so to filmi, ki jih sicer redkeje lahko vidimo in ki jih čez poletje nekako imamo možnost res ta kakovosten program gledati. Sicer pa se Lutkovno gledališče v okviru poletnega Lutkovnega pristana povezuje. Letni kino Minoriti, poletni Lutkovni pristan Stop Trik festival sta 2 projekciji uvrščeni v program, ena namenjena otrokom, druga namenjena odraslim. To je pač to točka srečanja, kjer se v bistvu lutkovna umetnost in filmska umetnost preko te stop animacije srečata. In tega programa smo mi še prav posebej veseli, če tudi smo zvesti gledalci, tudi mi lutkarji letnega kina Minoriti. Celoten program letnega kina Minoriti je objavljen na spletni strani Letni kino Minoriti, kjer bodo objavili tudi morebitne spremembe. Študentke študijskega programa fizioterapija na Alma Mater Europeja so se kot prostovoljke odpravile v Gambijo, kjer so delale z otroki, hkrati pa tudi v bolnišnici in na terenu kot fizioterapevtke. Domov so se vrnile z veliko izkušnjo prostovoljnega dela in življenja na tujem, hkrati pa obogatene z novim znanjem o deželi, ljudeh in nenazadnje tudi o sebi. Vodja odprave Lana Ritlop je povedala, kaj jo je vodilo v Gambijo kot prostovoljko. Mislim, da vsak ima v življenju en trenutek, ko se mu zdi, da mora nekam iti, ko mora nekaj narediti za druge. In v bistvu pri meni je bilo ravno tak. Nek klic imaš in se ga kar udeležiš. In jaz sem prvo leto kar šla sama in od takrat dalje smo v bistvu
naredili eno tako lepo zgodbo in eno lepo odpravo in projekt, ki se še nadaljuje. Podobno je razmišljala tudi Mineja Kristovič. V bistvu smo se študentke fizioterapije takrat odločile, da gremo pomagati in smo šle v bolnišnico pomagati, kjer smo izvajali v bistvu popolnoma samostojno fizioterapijo, tako da smo morali biti res iznajdljive, uporabiti so znanje, saj nismo imeli aparatov, nekih večjih pripomočkov. To znanje smo potem z veseljem tudi delile naprej fizioterapeutkam v Gambiji. Delale so tako v ambulanti kot na oddelku. Čeprav moramo si predstavljati, da te bolnišnice niso kot naše, v bistvu v narekovajih lahko rečemo, da je to bolnišnica, ampak smo nekako potem skupaj z njihovimi lokalnimi fizioterapeuti izvajali brezplačno fizioterapijo, saj si jo tam drugače morajo ljudje plačati. In nekako tako je potem to vse skupaj potekalo na vročini. Ljudje ne vejo vsi govoriti angleško, čeprav je uradni jezik angleščina. In to je bilo to. Fizioterapija nekako z mimiko, nekako z improviziranjem in to je to mezmes še kakšna preveza in kaj takega, ko je kaj prišlo z mezmes, tako da nekako tako je to izgledalo. Tam nimajo sistema, ki bi omogočal ljudem vključevanje v zdravljenje in lajšanje nevroloških obolenj skupaj s fizioterapijo. Zato se še posebej spomni nekega fanta. In je bolj to bilo tako, da če mu noben ne pomaga, gre to vse skupaj na slabše, In smo potem se mi odločili, da bomo njega vzeli prav vsakdanjo obravnavo, kar ponavadi tam ni tako praksa. In se spomnim, da ko smo ga po skoraj 4 tednih vsak dan obravnavali, delali z njim vaje, delali z njim nekako poskušali skupaj z videojemi in z ostalimi stvarmi preko profesorjev potem, smo nekako prišli do te točke, da je fantek, ki drugače ne hodi, ki je drugače na vozičku, da je zmogel vstati, se postaviti na svoje noge. Tako se spomnim, ko je mami kar so se vlile solze, ker mislila, da nikoli ne bo vstal, ker je bil res na vozičku, slabe mišice so bile. In je izgledalo res tako, da bo vedno šlo na slabše, kot da enkrat res ne bo niti možno več v ta navadni voziček, ko ga oni imajo odjati. Tako da to nekako imam spomin, da ko delaš, pa se res trudiš, s skupnimi učeniki smo bili študenti tam, pa z njihovimi fizioterapeuti, pa še s pomočjo naših profesorov od doma, smo potem nekako prišli do te točke, da je fant vstal in bo verjetno tudi čez čas malo več neke motorike prisotne. Nekatere so hodile tudi po domovih. Druga punca so hodila tudi po terenu domov, k pacientom, ko niso bili zmožni priti v bolnišnico. Jaz sem bila večinoma z otroke, tako kot sem rekla, so večinoma prišli kot ambulantno, tako da je razgibano, predvsem razgibano, znajti smo se mogli. In kako je na koncu, ko prideš nazaj, kako se počutiš? Nazaj prideš pogumnejši, hvaležnejši, bolj ceniš vse možnosti, ki jih imaš, tako da jaz bi res priporočala to izkušnjo vsem, da se opogumijo in da doživijo to. Kot prostovoljke so v Gambijo potovali z društvom Potuj kot prostovolec. V 4 letih je bilo tam 20 prostovoljk, ki so v Gambijo prinesle tudi donacije Alma Mater. Nesli smo od masažne mize, nesli smo do različnih fizioterapevtskih pripomočkov, do različnih majčk in vsega pač, kaj smo imeli na razpolago v tistem skladišču, ki ni bilo v bistvu za uporabo oziroma bi bilo tam bolj v uporabo kot pri nas, vsega. Plus še, poleg donacij Alme Mater, še tudi z drugih firm, v bistvu finančne donacije, kot v Gambiji, tako v Gano, s katerim potem v bistvu poskušali ali nabaviti tam z njimi nekaj, kar so pač oni rabili v tistem momentu, ker včasih je težko vedeti, kaj oni najbolj rabijo, ampak najbolj veš, ko prideš tja in se z njim pogovoriš. Da recimo v Gani smo potem z podporo donatorjev v bistvu nesli, oziroma smo zbrali kar nekaj finančnih sredstev in smo potem s tem kupili v bistvu za njih en diagnostični ultrazvok, kar je v bistvu za njih nekaj ogromnega, ker tam enostavno ni tako, da ko nekaj rabiš, naročiš in ti v bistvu, neka druga bolnišnica pošlje, ni tako. Tako da smo potem, ali so se rabili pripomočki, pa smo to nakupili, ali pa v bistvu potem res
konkretne stvari, konkretne diagnostične stvari, katere nikoli oni ne bi dobili. Ne. In zagotovo so izkušnje v Gambiji obogatile življenje tako ene kot druge sogovornice, ki se boste še naprej trudili kot prostovoljki. V paviljonu z medeno zgodbo lahko otroci, družine in vsi drugi vidijo, kako se pridela med. Čebelari iz čebelarskega društva Sveta Trojica Lenart pa jim pokažejo in povedo, kako čebele v različnih čebelnjakih živijo in koliko dela pravzaprav imajo čebelari. Ludvik Matjašič pa je tudi nam pokazal paviljon. V paviljonu imajo opremo, ki jo potrebujejo čebelarji pri svojem delu. In istočasno so na eni strani makete raznih panjev, tako da ko otroci recimo bi hodili to pogledat, se ne bi bali, ampak bi lahko uživali pri tem, kar bi spraševali in potem mi to odgovarjali. Velikokrat si ljudje predstavljamo, da čebelarji pravzaprav nimajo veliko dela, da čebele opravijo svoje, čebelarji pa le poberejo satovje. Lahko povem eno anekdoto, ko je ena gospa rekla, s čebelami ni nobenega dela, samo med pobereš, in ena gospa se je razjezila, ker ve, koliko je to dela. In se mi je takrat rekel, zakaj pa ne reče, s kravami ni nobenega dela, samo mleko podojiš. Ne? Je kar nekaj dela in do neke mere bi lahko rekli za čebelare, da smo malo skoraj fanatiki. Čebelar mora imeti pravo orodje, na prvem mestu pa panj. Panji so lahko različni, ta je tako imenovani Landgerlotov panj, to je nakladni panj, potem je pa slovenski AŽ panj, ki ga je izdelal Anton Žnidešič, če se ne motim točno, na 10 ali 9 satov, tako v medišču, kakor v plodišču. Potem je pa še ena verzija, tako imenovani trojetažni panj, tudi AŽ-jev, ko sta 2 medišči pa eno plodišče. Pomembne so tudi satnice, ki so v okvirjih. Te satnice potem čebele nategnejo oziroma zgradijo nekaj takega, da potem lahko matica zalega, to je pokrita zalega, iz katerih se čebele izlegajo. Vsaka taka čebela, ki se izleže v normalnem obdobju, je njeno življenje omejeno na 7 do 8 tednov. Edine čebele, ki preživijo zimo, so tako imenovane dolgožive čebele, ki se rojevajo avgusta, septembra in oktobra in te preživijo zimo in naslednjo pomlad nastavijo novo družino, da se potem spet ona ojača. Kasneje čebelarji med, ki se ga nabere, dajo v točilo. Točimo med, ko je približno toliko pokrit, ker potem je med zrel, se iztoči in se potem skladišči te počaka, da med dozori. Če je čebelar pri svojem delu dovolj uspešen, dobi toliko meda, da ga lahko tudi prodaja. Odvisno od tega, kdaj toči. Do medenja akacije se iztoči cvetlični med. Po cvetličnem medu, če je sreča, cveti akacija, in ko se akacija iztoči, pa je potem lahko drugo še, recimo smreka, hoja, odvisno od terena, lipa, pa kostan recimo. Ne? Je pa treba biti previden, kadar se iztoči ena serija, je potrebno biti pazljiv, ker navadno po enem medenju nastopi tako imenovano brezpašno obdobje. Treba paziti čebelam, če nimajo dovolj hrane, dodajati hrano, zato da ostane vitalna. Zgodi se namreč lahko, da matica, če ni več donosa hrane, prekine zaleganje. Sicer pa nadaljuje in je nato dovolj čebel delavk, zaradi katerih imamo med. Minuli vikend se je na Destrniku odvil zaključek vseslovenskega relija starodobnih vozil. Možnost so imeli tudi ogleda starodobnikov na prostoru pred gasilsko-turističnem domu v Destrniku. Poglejmo si prispevek.
Klub starodobnih vozil je nastal 29. julija 2012. Takrat so si člani zadali naloge, kot je pridobivanje novih članov, prav tako pa so sprejeli statut o delovanju kluba. Določili pa so tudi že program dela. Ja, to je taki izziv, ki ga smo taki letniki, ki ga doživljamo, obnavljamo vsake po svojem, vozila, eno drugo. Srečujemo se z društvi iz cele Slovenije, se tudi danes nas je obiskalo 10 klubov Slovenije, ne glede na to, da je tudi v Ljutomeru danes srečanje, je prišlo tudi iz ljutomerskega konca kar nekaj članov, ljubiteljev starodobne tehnike. Glavni cilj društva so ohranjati kulturno in tehnično dediščino, si med seboj pomagati pri obnovi starih motornih vozil ter tehnike, strokovno dvigniti znanje svojih članov. Ta tradicija kar precej pomeni, saj danes obeležuje 10. obletnico obstoja, ampak ne to samo obstoja, to pomeni še marsikaj za sabo potegne, kajti ti lastniki teh starodobnikov, to so dejansko vložili dosti truda, energije in tudi denarja, da so se lahko njim ljuba vozila obnovili. In od kod ljubezen do starodobnih vozil? To so že moje prednike, ustanovni člani si zamislili takrat, bili so že člani v drugih klubih, ampak nekje v Destaniki je skozi bila tlela želja, ker je bilo kar tukaj enih par posameznikov. Želijo pa si tudi prenašati izkušnje na mlajše člane, ponesti ime Desternika po Sloveniji in tudi izven meja, sooblikovati turistično ponudbo in vse ostalo, kar spada zraven. Verjetno tudi imajo zelo lepe spomine na njih, tudi v tistih časih so ta vozila niso bila samo za vožnjo na dopust, ampak so se z njimi verjetno tudi zgradili hiše, razne druge stvari in seveda lepo je, da se ta starodobna tehnika, ne samo avtomobili, mopedi, motorji, so tudi drugi delovni stroji, ki imamo na področju občine, ker naši občani to hranijo in pokažejo, da se to nekako ta tradicija neguje in da ostane tudi v pogled, odnosno v vednost naših najmlajših. In letos so obeležili častitljivo obletnico delovanja. Danes smo, ker je 10. obletnica, kar smo v občini Desternik, smo si zadali cilj, da danes pa gremo bolj po občini Desternik, oziroma smo se vseeno mogli še pogledati v Trnovski vasi, Simoničevo domačijo, kar probamo vsekakor slediti obnovi nekih domov, hišk, tako smo zdaj nazadnje videli tu viničarijo, potem smo bili na turistični kmetiji Lovrec, potem smo krenili v Desternik do cerkve, tam smo predstavili cerkev, osnovno šolo, Volkmerjev dom, vsem gostom smo v glavnem povedali našo zgodovino Desternika. Starodobna vozila so na Desterniku požela veliko zanimanja in to je tisto, kar organizatorje najbolj razveseli. V Dupleku so pripravili 2 večera za obiskovalce. Na prvem so v Zgornji Koreni lahko poslušali dalmatinske pesmi, ki so jih zapeli Ildjuji in jedli morske jedi. Na drugem večeru pa so v Dvorjanah obiskovalci videli akrobatke v zraku, nekaj ognja in poskusili okusne koktejle. Poglejmo, kako je bilo. V Zgornjo Kungoto so fantje iz skupine Ildjuji prinesli melodije morja. Res je bilo dobro vzdušje. Sploh kot je takle diši noter v dvorano, ligni, girice. Ne, fajn je. To je bilo noro. Prvič po dolgem času smo doživeli stoječe ovacije sredi koncerta. Tako da ne, še pridemo, definitivno. To je bilo super. In obiskovalci so res lahko pred dvorano jedli hrano, ki jih je z okusom in vonjem spomnila na morje in na Dalmacijo. Danes smo se na povabilo občine Duplek odzvali, da pripravljamo tukaj obroke ob tem dalmatinskem večeru. In zato smo malo tako sardelice pripravili, malo lignje in pa seveda, ker smo na Štajerskem, smo še naredili pujse, cufanega pujsa, ker vsi niso za to, ne. Tako da za enkrat poteka večer odlično, upamo, da je hrana primerna, da so gostje zadovoljni, pa še gremo dalje, ne. Domači gasilci pa so pomagali gasiti žejo. Tukaj imamo vino belo in rdeče od Borota Pulketa, ki je naš občan, pa radensko pa tudi kako voda in ledeni čaj se najde za mlajše. To je ena tudi taka verjetno v redu kombinacija k tisti morski hrani, ki jo tam... Ja, tudi, imamo tudi rdečo,
tako da pa še zraven. Nekaj dni zatem pa so se v Dvorjanah barmeni že pripravljali na noč ognja, glasbe in koktejlov. Predstavljamo vam danes koktejl večer, ki ga imamo tukaj z občino Duplek. Občina Duplek danes organizira večer ognja, plesa in koktejlov. Mi vam bomo danes pripravili par koktejlov, katerih bomo tudi postregli. 2 koktejla posebej pripravljena za občino Duplek in pač klasičen mojito Cuba Libre, malo bomo tudi predstavili potek tega vsega, malo bojo plesne točke, ognjene točke, tako da bo vsega danes. Ljudje pa so res lahko občudovali visoko v zraku cirkuške akrobatke. Mi smo v bistvu bolj skoncentrirani na zračne cirkuške discipline, to je na zračnem trapezu, na zračnem obroču, na zračni svili pa na vrvi. In v bistvu zelo smo rade v zraku, ne bojimo se višine. In te so res poskrbele za čarobnost noči in adrenalinsko dodelano koreografijo, ki je obiskovalcem jemala sapo že samo ob pogledu nanje. V občini Lenart poskrbijo, da domačinom ni dolgčas. Pestro družabno dogajanje je tudi poleti, tako da lahko prijetne dogodke in prireditve Lenarčani obiščajo kar v domačem kraju. Več pa o prispevku. Poletno dogajanje je že v polnem teku, nam zaupa župan. In tako bo skozi vse poletne mesece. Ja, gledajte, vrsto let že v Lenartu pripravljamo tako imenovano poletje v Lenartu Lenart. Zato smo izkoristili tudi našo ime mesta. In to so dogodki, ki se zvrstijo od konca šolskega leta pa do začetka v jeseni. In letos so ti dogodki od 2. junija pa do, oziroma 2. julija pa do 11. septembra. Program je izredno raznolik, dogajalo pa se bo po celotnem kraju. V tem času se bo zvrstilo veliko dogodkov na različnih lokacijah, v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika, na obnovljeni tržnici, v športni dvorani v Lenartu in na Zavrhu in v Voličini. Skratka, mi v vsakem poletju pripravimo tam okrog 30 do 40 raznih dogodkov, tako za mlajše, najmlajše, starejše. Skratka, vsak lahko nekaj najde zase v teh vročih poletnih dnevih. Nekaj zanimivih dni je že za njimi, a obeta se še marsikaj. Eva Boto je bila zelo dobro obiskan, njen koncert bila je tudi z glasbeno skupino. Bil je tudi v športni dvorani Folk Art, predstavili so se Filipinci, zelo dobro obiskana zadeva. Zdaj bo 9. tega meseca v soboto bo v Selcah v šotoru Gajaš brez maske. Torej Vlado Novak, igralec, bo predstavil ponovil to svojo že ničkolikokrat ponovljeno komedijo. Bo pa tudi kino na prostem, tako na Zavrhu kot na tržnici. In s tem mislijo, da so res poskrbeli za dogajanje za prav vse. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Danes ob 21. uri na trgu Leona Štuklja koncert Piše se leto. Jutri v petek ob isti uri in na istem prizorišču pa Perpetuum Jazzile. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in embereport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.